Na koga ali kaj ste pozabili? Aleksander tukaj. To današnje coaching vprašanje je vprašanje fokusa in hvaležnosti. Ko napredujete, rastete, se razvijate, greste skozi različne faze. In v vsaki fazi je lahko nekdo, ki vam pomaga, da greste naprej na naslednjo fazo. In velikokrat se zgodi, da ljudje ne samo pozabijo, včasih grdo govorijo ali pa se niti ne spomnijo, da kljub vsemu, da je ta oseba malo posebna, čudna, je v določeni fazi rasti bila ključna, pomembna. Ko se jaz spomnim v moje poti osebnostne rasti in sem šel skozi različne faze coachinga in sem imel različne mentorje. In eden izmed prvih mentorjev je bil Tony Robbins, pri katerem sem postal tudi prostovoljec in sedaj sem senior leader. In potem se spomnim, da sem po enem času prišel do Richarda Bandlerja, soustanovitelja NLP, in se mi je zdelo, kako bolj enostavno s hipnozo in klasičnimi NLP tehnikami Richard pomaga ljudem z bistveno manj truda, kot to počne Tony. In najprej sem postal jezen in razočaran, koliko časa sem porabil pri Toniju, da sem se končno dokopal do hipnotičnih tehnik in tehnik NLP-ja. Potem sem si pa postavil točno to vprašanje. Če ne bi imel Tonija takrat, ne bi nikoli prišel do Bandlerja. Kako ključno je to, da smo hvaležni in da ne pozabimo na dogodke, kraje, situacije, ljudi, mogoče tudi neka naključja, ki vemo, da niso naključja, ki so nas pripeljala, da smo tukaj, ker smo danes. Zato vas vabim, da na podlagi tega današnjega coachinga vprašanja pošljete hvaležnost, molitev, zahvalo vsem vašim mentorjem, učiteljem. Tudi če danes ocenjujete, da njihovo učenje ni bilo primerno. Tudi če danes ocenjujete, da njihovo vedenje ni bilo primerno, da bi morda lahko se drugače obnašali, da bi bili lahko bolj prijazni, ustrežljivi, da ne bi lahko bili tako arogantni. Karkoli ste ocenjevali, da so takrat bili, ali pa še danes ocenjujete, kaj če bi jim poslali danes molitev, zahvalo, eno lepo misel. Kajti, če njih ne bi bilo, vas ne bi bilo tukaj. In to lahko tudi pošljete vašim staršem, vašim staršem, tudi če niso več živi, tudi če so pokojni, vedno znova lahko pošiljate dobre misli. Zakaj? Ker smo vsi med sabo povezani in ker se dobro vedno vrača z dobrim. Upam, da je bilo to coaching vprašanje koristno. Prosim, kliknite na like, komentirajte, delite, všečkajte, pomagajte mi pomagati še komu. Zdaj je pravi čas, da se odločite, da boste naredili neko dobro delo. Kliknite na like, napišite komentarje, Aleksander, se strinjam. In tudi, če se ne strinjate, napišite. In prosim vas tudi, če to delite, da pomagamo še komu. Hvala, ker ste.